Ponovno smo obiskali ljubljanski DS-ov butik. Seveda, sem je vedno lepo priti na kavo in malce poklepetati, ampak tokrat imamo še en drug razlog. V Slovenijo je prispel novi DS4. To je avtomobil, ki za znamko DS pomeni novo zgodbo. Najprej je tu nov oblikovalski jezik z bolj ostrimi linijami, predvsem pa v Parizu pričakujejo, da bo ta avto podvojil prodajne številke. No, kako pa bo v Sloveniji? Absolutno računamo, da bo model DS4 najbolj prodajni model naši prodajni gami. Zakaj? Zato, ker je v izredno popularnem C-segmentu vozilo, plus ni klasični SUV, torej ponuja nekaj, kar trenutno na slovenskem trgu ne ponujajo vsi proizvajalci v premijskem segmentu. Kot to velja za vse modele te znamke, je glavna značilnost modela DS4 prestiž po francosko. Ta se odraža v mehkih materialih, ličnem in pozornem oblikovanju ter želji po razvajanju z udobjem. No, ampak če se to morda sliši kot vabilo k čustvenemu nakupu, DS4 postreže tudi z obilico tehnike, ki bi morala zanimati tudi tiste bolj premišljene in racionalne voznike. Če začnemo z DSR, to je sistem prezračevanja, kjer so prezračevalne lopute skrite, potem lahko naprej izpostavimo DS Smart Touch, gre za 5-palčni zaslon na dotik, preko katerega upravljate lahko vse glavne funkcije vozila. Slovenski kupci gotovo so med bolj racionalnimi kupci, ampak odzivi, ki smo jih pridobivali v prvem letu našega delovanja na trgu, vidimo, da tudi za znamko, kot je naša znamka, je krog kupcev, ki iščejo premijsko znamko, ki ponuja nekaj več, ki ponuja drugačen dizajn, drugačne občutke in tle se mi kot evropska, kot francoska znamka lepo znajdemo. DS4 je na voljo z bencinskimi in dizelskimi motorji. Ampak nekako bolj privlačna se zdi tretja, hibridna opcija. Znamka DS vemo, da je zavezana novim tehnologijam tudi na področju pogonskih sklopov. Tle govorimo predvsem o priključno hibridnih in pa 100% električnih pogonskih sklopih, vendar seveda smo obdržali v svoji paleti tudi bencinske in dizelske motorje, ki so prilagojeni najnovejšim ekološkim standardom, tako da imamo za slovenski trg v primeru vozila DS4 na razpolago dizelski motor 130 konji, potem imamo bencinski motor 130 konji in 180 konji ter seveda plug-in hibrid, različico za priključnim hibridom v skupno močjo 225 konjev. O posebnem slogu DS-a, ki ga zaznamujejo intarzije, ročni šivi in mojstrstvo francoskih oblikovalcev, je v zgodbi iz Francije govoril že Miha. In to zgodbo vam toplo priporočimo ob koncu ogleda tega prispevka. No, še prej pa, kakšen bo ob vseh različnih možnostih nekako povprečen DS4, za katerega se bo odločil slovenski kupec? Predvidevamo, da bo to tretji nivo opreme, Trocadero, z benzinskim motorjem 130 konjev oziroma z priključno hibridno izvedbo e-Tense. Gre za paket opreme, kjer dobite zelo bogato opremljeno vozilo in pa izpostavil bi še eno zadevo, da vsa vozila DS4 so že serijsko opremljena z avtomatskim 8-stopenjskim menjalnikom. Seveda, mi smo premijska znamka DS, ki navzgor nima omejitev in stranka, če želi potem vozilo nadgraditi, seveda lahko nadgrajuje v vseh smereh, v smereh asistence, v smereh varnostnih elementov in v smereh uporabnih materialov v vozilu navzgor. Da bi dobro razumeli zgodbo in pa prave kvalitete tega avtomobila, moramo poznati ozadje njegovega nastanka. No in zato smo že nekaj časa nazaj obiskali Francijo in se tam pogovorili z mojstri, rokodelci in pa tehničnimi inženirji, ki so skrbeli za nastanek tega avtomobila. No in zato predlagamo, da si kot naslednji klik ogledate Mihovo zgodbo z dvorišč francoskih gradov.